ko smo bila pri pisanju besedil, se pravi, jih ste povedali, pišete v knjižni slovenščini. In jaz vam priznam, in to je zdaj sporočilo, da sem ob prvem branju Tuto Šomata porabila precej časa in sem se zelo, zelo trudila. Narečje večinoma govorimo in ga ne pišemo. In kako je pravzaprav pisati narečje, ker to je kot da bi kitajsko bral, ne? Pa govorim primorsko narečje jaz. Ja, to je zmeren problem, ne. Kar je za mene recimo tudi dosti let predstavljalo govoriti zborno slovenščino, tako kot govorim dialekt. Ne, zakaj? Zato, ker dialekt ima svojo melodijo, ima svoje, dobro, nismo lih, ne vem, kako to nemski ima, Primorci imamo neko svoj način, en naravn impuls, da poveš reč tako, ko je treba in kakor, da bo zvenela. Da bo stavek zvenel, da bo beseda zvenela. Ima svojo glasbeno obliko. Medtem ko pri pisane besedi, pri zborni slovenščini, tega ni tako, vsaj pri meni, ni tako naravno, ne. Čeprav, se pravi, vsaka čast zborni slovenščini, tu je taki jezik zapisati verze, dosti lažje kot v dialektu, dosti lažje. Zdaj, zapisano je pa tako, ne, dobro, se pravi, slovenščina ima mogoče to srečo, da je tako arhaična, da ni tako kraško-notranjska, kako bi rekel, kjer imaš tu kunjan, ko se te diftonge, ki se one way, due dun, kako je blue, ne, je rijeka, an sem vejdu, ne, in prvi so ti komplicirane stvari, pol imaš tudi umestne vokale, recimo pri pavskem dialektu, ker imaš, ne veš, ali je, tle je bolj natančno, da se ga bo še napisati slovenščino, ne. Ampak problem je pa zmeraj med pisano besedo, med govorjeno besedo. To včasih ljudje, ki pišejo za gledališče, pozabljajo. Kakor marsikdaj recimo glasbeniki, ki so instrumentalisti, pišejo krasno melodijo za pet. Super, perfektno. In pa je lahko, gospod maestro, kje se diha tle vmes? Ker vi kaj raste klavir, jaz moram dihati. Pri gledališču, pri pisateljih, dramatiki, včasih napišejo stvari, fajn, izgleda lepo na papirju, jasno, ne, samo probaj to govoriti. In podobno tudi pri poeziji. Poezija deluje samo takrat, ko jo prebereš. Ker deluje z ritmom, ker deluje z obliko, z vokali, z konzonanti, ki zahreščijo. Pride ena kompletna cela nova komponenta noter, ki recimo pri branju romana ne rabiš. Dobro, so pasosi romana, ki zvenijo v romanu različnih teh velikih majstrov, ki zvenijo fenomenalno, če jih bereš, ampak če jih bereš na glas. Ampak tega ne potrebuješ. Medtem ko pri poeziji, pri teatru, je treba pa na te stvari misliti. In zato ti, ki si čitala, ti se jasno, da ti je bila kitajščina, ker te povezave med tem še ni. Zdaj, da bi pa, vem, da sem dostikrat, recimo, parkrat sem mogel res prav jaz posnet na telefon soigralcem, da so vedeli, kako se stvari izgovarja, ker ne rad počnem, zato ker ti figuriraš s tem tudi svojo interpretacijo, tega pa nočem. Ne se vsak najde svojo, kar je prav. Ampak recimo pa pri cvrtlanščini, pri briščini, so stvari, ki jih moraš prav poznati, ampak je pa po drugi strani en fenomen, ki sem tle odkril pri teh mojih komedijah, da ni nujno, da si naravni govorc, da boš to znal dobro narediti. So talenti in moram reči, tle res igra en močen glasbeno-gledališki talent pri nekaterih mojih soigralcev v teh komedijah, ki sploh niso Primorci, ampak izvrstno govorijo. Ker je to muzika.
ker je to glasba, ki ima ene svoje tonalitete, ene svoje, kako bi rekel, moduse, ne, svojo modalnost, in če tisto enkrat obvladaš, lahko improviziraš to noter. In moram reči, da pri doktorju Podmus sem bil grozno v dvomu, kaj bo iz tega. Ker razen Lare Komar, mislim, da nobeden, Boris Kavaca, seveda, ne, na prvi sto ponovitev, pol je skočil Renato, ki je pa tudi bolj notranski, ampak vseglih je malo po svoji zavil in je bilo tisto še dnevno redno, medtem ko Žiroc je Primorci, toliko so ponovci Primorci, mislim, so Primorci brez morja, je zginilo, preko so se rodili. In pol je Teja, ki tudi ni Primorka, čeprav je seveda mojstrica z leti izkušenj, z ogromnim talentom. In tako, ampak se je išlo to res dobro, ne, in je postalo pa seveda tako enkrat so zaigrali pri meni, če drugič daš noter, že vejo, kako stvar funkcionira. Tako da moram mogoče malo kakšen dialekt zamenjati, da jih malo heca. Vas prosijo za pomoč, si predstavljam, ne, pri izgovarjavi kakšnih besed, vas vprašajo, kaj pomeni, ali kako se pomaga? Ja, seveda, ja, normalno, mislim, vse ni taka umetnost, da bi zdaj nekaj, ali pa vse tudi jaz, recimo zdaj, ko smo v Mladinskem gledališču delali to predstavo Simone Semenič Jerebiko, ja, sem moral jaz pa vprašati, kako se izgovori Marjuto Slamič, ker ona je pa iz Vrtovina, ne, ker to je bilo pa hurenski dialekt, če rečete, zgornje vipavski, ne, in tudi jaz nisem bil najbolj domač, kaj enkrat pogruntaš, kaj priješ noter, pa se to samo vrata, se ni treba, da študiraš, ko bi rekel, lingvistično, etnografsko, se konec koncev ne gre za natančnost izgovorjave, gre za funkcionalnost, ne, gre za to, da stvar, tukaj smo pa že nad analizo, da stvar preprosto skoči skupaj in zazveni. Je pa recimo tukaj morda več dela pri verzih. Se spomnim enega vašega soigralca, ki je po prizoru prišel v obrekovalnico in je razlagal, da je malo zamešal in obrnil verze, ampak da je na koncu vseeno brez težav speljal. Ampak kje je bil problem? Ob odru je bil seveda takrat Iztok. In sem ga vprašala, tako, če Iztok kdaj kaj reče, ne, nadzira, če pove napake pri verzih v besedilu. In mi je odgovoril, da ne. In potem sem mu pa rekla, sem zaključila z enimi hecnimi besedami, sem rekla, niče, ma bi rad. Je kaj na tem? A da ničem, ma bi rad? Ja. Ma ne, sej, če je stvar disfunkcionalna, če ne funkcionira, če ni, zdaj, nočem za vsako malenkost, ker oder je kar napačna zadeva, ne, in človek, ki preživi in spelje stvar, tudi če se zaplete, je v redu, da mu pomagam, ne. Mislim, je v redu, da ga pustim pri miru, ne bom očital vsako malenko samo zaradi samovšečnosti, ker sem jaz to tako napisal, hočem, da je tako, ne, daleč od tega, ni, ampak če je že vers in če se spotakne že četrtič, petič ob isti stavek, ob isti vers, samo zato, ker se ne zapomne, kako je v resnici, in če bi se zapomnil, bi to zrnke zlezlo mimo, ne da bi niti kdorkoli, mislim, ne da bi se bilo treba njemu zmeraj znalo spotikati, seveda povem. In to je dosti krat, se ljudem zdi vers cokla, tudi meni se je. Zato, ker te ovira, ker nimaš možnosti popravljanja, ker se enkrat zapleteš, padeš ven iz ritma in tako. Jaz tudi, ko sem prvo komedijo napisal verze, sem rekel, to je cokla, sem se vražil vers. Ampak, če se ga pa ti naučiš,
Ne? In komedijanti dell'arte so ga znali celo improvizirati, ta Laški Nesterc, ne? Celo z rimami. Kar seveda nikoli ne bo zvedel, če nisem na to prej recimo pripravljen, ne? Da so že imeli v žepu te pripravljene verze. Ampak če pa se držiš, lahko znotraj tega verza, ki je ena močna forma, ogromno improviziraš. Z ritmom, z barvo, z višino tona, z pogledom, z gestikulacijo, z vsem tem, da to funkcionira na enem popolnoma drugem nivoju. Zdaj se pravim, ne popravljam malenkosti zaradi samovšečnosti, ampak samo zato, da lahko kolegu pomagam, če vidim, da bi bilo boljše, če bi pogledal še enkrat v knjigo. Ne zaradi tega. Imam preveč rad, da bi jih moril.